V Sloveniji je med delovno aktivnim prebivalstvom skoraj enako število žensk in moških, pa vendar obstaja v njihovem položaju kar nekaj razlik. Podatki kažejo, da so ženske bolj izobražene od moških, več jih tudi študira, a še vedno jih je samo tretjina v podjetništvu. Ja, delež žensk je takšen, kar je seveda ne gre v prid žensk, še vedno je delež 33,3%, kar je seveda bistveno manj, kot delež moških. Ne bi rekla, da je še to toliko pomembno, bistveno bolj pomembno je to, da je še manjši delež žensk, predvsem tistih podjetij, ki so večja, tudi bolj vplivna in kjer govorimo o top managementu, ker namreč ta delež je vedno slabši. In na tem področju je seveda vedno manj žensk. In to je tisto, kar je za nas seveda vedno bolj zaskrbljujoče. Podjetnice se za lastno podjetje v primerjavi z moškimi odločajo v poznejših letih. Zanimiv je tudi podatek, da ženska podjetja v začetni fazi dosegajo hitrejšo rast kot moška podjetja. Ja, glejte, kadar moški rečejo, popoldan gremo na pivo, grejo na pivo, ženske grejo po vrtec, po otroka. Tukaj je že drugačna oblika. In ženske se bistveno bolj uporabljajo socialna omrežja za svoje povezovanje, za sodelovanje med seboj, za medsebojno pomoč, za kakšen nasvet. Ženske dejansko potrebujejo pri svojem poslovnem delovanju neko specifiko in malce drugačno podporo. Tudi več razumevanja družbe, kajti če je ženska zadovoljna in zaposlena oziroma ima svoje podjetje, se lahko uveljavlja, potem seveda tudi ni tako v skrbeh, kakšna bo prihodnost nje ali njene družine. Po podatkih Evropske komisije se v Evropski uniji s podjetništvom ukvarja okoli 10,3 milijona žensk in približno 22,8 milijona moških. Najvišji delež ženskega podjetništva imajo v Švici, kjer jih je več kot polovica. V Sloveniji jih je tretjina. Mariborske podjetnice smo povprašali, katere lastnosti morajo imeti ženske v poslu. Zagotovo veliko mero samozavesti, da naredijo prvi korak in stopijo v svet podjetništva, kar pogosto ni prav lahko, pa tudi, da sledijo svojim odločitvam in da če naredijo napake, ki jih podjetnice seveda tudi delamo, to priznajo, samozavestno jih popravijo in gredo svojo pot naprej. Ja, kot prvo mora ženska delati to, kar jo res veseli. Potem definitivno mora biti vztrajna, samodisciplinirana. Potem prava miselna naravnanost, da skrbi zase, tako kot fizično, kot tudi mentalno, ker je pač potrebna tudi vztrajnost, samozavestnost. Radovedne bodite, tudi velja isto za fante seveda, da se razumemo. Radovedne, sprašujte, tvegajte. To je ena od stvari, kjer smo ženske mogoče bolj zadržane. Dajte tvegati, poskusiti, tudi če spodleti pa kaj. Spodleti prvič, drugič, tretjič, petič ali pa 25 bo pa uspelo. A ni to boljše? Biti dobra podjetnica pomeni v sebi nositi dovolj močno poslanstvo. Imeti moraš dovolj poguma in energije, ki te žene, da želi spreminjati in spremembo pokazati in v tem videti svoje priložnosti. Postati uspešna podjetnica pa ni cilj, temveč proces, ki lahko traja vse življenje.